Klub študentov Slovenska Bistrica je minulo soboto pripravil Bistriško noč ljubezni. Na tradicionalnem koncertu je nastopila tudi priljubljena slovenska rock skupina Mi2. Več o dogajanju je povedal vodja prireditve Bistriška noč ljubezni Rok Cafuta. Pripravljali smo se približno mesec in pol. Začne se seveda z iskanjem skupin in pripravo ekipe z izkupičkom in z številom vse smo zelo zadovoljni. Koncert smo uspeli razprodati, prav tako se nam je naklonilo tudi vreme in mislim, da tudi vsi gledalci, ki so prišli, lahko povejo, da je bilo eno neverjetno doživetje, tako je to uspelo. Vsekakor lahko povabim že sedaj na Bistriško noč ljubezni 2, torej koncert Tabujev, ki bo 28.10. v prostorih Kluba študentov. S prodajo kart bomo pričeli predvidoma naslednji teden. Načrtujemo pa na tem prostoru, kjer je bila letošnja Bistriška noč ljubezni, tudi dan ljubezni, približno en vikend maja, ter Vrefest, ki se odvijal lani, bi radi ponovili v naslednjem letu, to bo pa nekje avgusta. Utrujen od krvavega stoletja, stojim pod žarometov gluho zvonjenja, premražen od zastav, preplašen od grmenja, prazen od idej in hribov tretja drevo. S tabo pušča črno noč, a dež je zdaj na moji strani. Kot roka predikom vetrani, odšejani, povrne moč, da slišim. Štajersko nebo ubiva zora, življenja kot da s sabo nosi reka. Velike zgodbe malega človeka, stočni zgod, nič več, nič manj. Še eno jutro iste vodi, sto bogati in ubogi, dovolj je le hoditi. Štajersko nebo ubiva zora, življenje kot da s sabo nosi reka. Velike zgodbe malega človeka, topla postelja, na njej ljubezen, kodre zdvige smeki v pogledu. Trenutek spriče, prostem tegu ene vrate. Topla postelja, na njej ljubezen, kodra zdvige smeki v pogledu. Trenutek spriče, prostem tegu. Štajersko nebo ubiva zora, da slišim Bistrico. Velike zgodbe
Varstveno-delovni center Polž enota Slovenska Bistrica letos praznuje 25-letnico svojega delovanja. Čestitljivo obletnico so obeležili v sredo na prireditvi v Slomškovem kulturnem domu. Zbrane so pozdravili dr. Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica, Duška Landeker, vodja Slovenjebistriške enote VDC Polž Maribor in magistrica Jasmina Breznik, direktorica VDC Polž Maribor. V kulturnem programu so nastopili varovanci enote Slovenska Bistrica in učenci osnovne šole Minke Namestnik Sonje. Ob jubileju smo se pogovarjali z Duško Landeker, vodjo varstveno-delovnega centra Polž enota Slovenska Bistrica. Enota Slovenska Bistrica je bila ustanovljena pri osnovni šoli Minke Namestnik Sonja pred 25 leti, to pomeni leta 1997. Takrat smo nekje pričeli delovati v domu osnovne šole z malo skupinico 11 uporabnikov, pričela so pa urati ledine 2 zaposlena delavca. Seveda mi uporabnikom nudimo zaposlitev pod posebnimi pogoji, vodenje in varstvo in seveda prostori so postajali vedno bolj utesnjeni, zato smo pač pričeli iskati nove prostore in tako smo se seveda leta 2008 selili v nove prostore, predtem pa smo se še priključili varstveno-delovnemu centru Polž v Mariboru. Varstveno-delovni center Polž Maribor je socialno-varstveni zavod z sedežem pa v Mariboru, s tem, da so enote v Lenartu, v Šentilju, v Rušah, tudi v Mariboru, na Bohovi in seveda v Slovenski Bistrici. Tako da nekje nudimo jim varstvo, vodenje in zaposlovanje pod posebnimi pogoji, Polž pa pomeni, pomagamo osmisliti leta življenja našim uporabnikom. Uporabnikom omogočamo kakovostno socialno vključevanje, potem tudi jim omogočamo delovno aktivno življenje, potem osebni njihov razvoj in pa razvijanje samostojnosti in pa tudi njihove socialne mreže. Nekako pač poskrbimo za njih, da je čim bolj tudi nekako prijetno in pa tako sproščeno vzdušje na enotih, v prostorih. Kot smo prebrali na vaši oglasni deski, pa imajo tudi uporabniki svoje pravice. Seveda, uporabniki imajo svoje pravice, mi dosti delamo tudi na zadovoljevanje njihovih potreb, človekovih potreb in pravzaprav je to ena temeljna naloga, da nekako izhajamo iz njihovih potreb, njihovih želja in njihovih interesih. Na tak način tudi deluje recimo zaposlitev pod posebnimi pogoji, imamo kooperacijo in pa lastni program. Pri kooperaciji delamo za različne kooperante, pri lastnim programu pa različne izdelke iz različnih, največkrat iz naravnih materialov. In tukaj uporabniki že zbirajo, recimo, kaj bojo delali, kaj si želijo delati. Seveda tudi upoštevamo pa njihove sposobnosti in seveda v prvi vrsti pa njihove interese in pa tudi želje. Koliko uporabnikov je trenutno pri vas in koliko zaposlenih skrbi za njih? Ja, trenutno imamo 39 uporabnikov, zaposlenih je pa 9 delavcev. Bilo nas je že več, z uvedbo tega zakona o osebni asistenci pa se je za tole število malo znižalo, ampak jih že imamo tudi nekaj na čakalni listi. 25. obletnico delovanja boste obeležili tudi zanimivo prireditvijo v Slomškovem domu. Kaj vse se bo torej dogajalo? Ja, mi smo se kar pridno pripravljali, čeprav smo močno stiskali pesti, da sploh prireditev bo, glede na vse te naše epidemije. Mogoče še lahko povem to, da smo ponosni na to, ker smo zelo uspešno nekako obvladovali to epidemijo. Uporabniki pa so delali sodelovali pri najrazličnejših dejavnostih, tako je bilo tudi pri dramskem krožku in ena izmed teh točk je tudi dramska igra Žajbelj, katero bojo predstavili. Potem je tudi plesna točka, glasbena skupina,
Imeli bomo tudi, seveda, povabljena je druga osnovna šola, tudi oni bo imeli eno s seboj predstavili in pa osnovna šola Minke Namestnik Sonja Slovenska Bistrica. Moram pa povedati, da z obema šolama nekako sodelujemo. Sodelujemo skozi neko delovno vzgojo pri Minke Namestnik Sonja, pri drugi osnovni šoli pa nekako spoznavanja življenja in dela naših uporabnikov na enoti. Seveda pa ne smem nekaj pozabiti. Mi imamo tudi navihance, skupino navihancev in pred temi korona časi smo mi nekako posneli oziroma ansambl Hlapci so skupaj z našimi navihanci posneli CD in tudi to bo zdaj nekako predstavitev tega skupnega dela. Naši navihanci seveda pa igrajo na te ljudske inštrumente. Gospodarska družba Iza iz Slovenske Bistrice spada med večje zasebne ponudnike usposabljanj in svetovanj. V lokalnem okolju so znani predvsem po učenju tujih jezikov. Letos uspešno družinsko podjetje praznuje 25-letnico svojega delovanja. Ob jubileju smo pred kamero Studia Bistrica povabili direktorja Ize Draga Bukviča. Samo podjetje Iza je bilo ustanovljeno leta 1997 v domačem prostoru, v domači hiši kot ESP, osnovna oblika organizacije. Leta 2002 smo se oblikovali v DOO zaradi boljšega statusa na trgu in lažjega poslovanja. 2004 se selimo v lastno poslovno stavbo, na kateri se še nahajamo tudi danes. Moram pa poudariti, da je to družinsko podjetje, da smo tukaj z ženo v bistvu nosilca vseh dejavnosti, tudi lastniško, če bi se tako izrazil. Delo imamo pa tudi strogo ločeno, ker drugače vsega ne zmoreva. Zlatka skrbi za razvoj novih programov, za šolo tujih jezikov, je tudi predavateljica, NLP coach in pa tudi psihoterapeut za področje tega, predvsem z namenom, da zna mehke veščine v proizvodnih podjetjih povedati v proizvodnem jeziku. Jaz sem pa zadolžen za prodajo na trgu, za stik z strankami, za izvedbe in pa bom rekel tudi nazadnje za papirologijo, ki je čedalje več. Da pa lahko zmožemo ta širok spekter znanj, ki jih ponujamo od proizvodne dejavnosti, storitvene, zdravstva, šolstva in tako dalje, pa sodelujemo v tem trenutku z 140 predavatelji, strokovnjaki iz cele Slovenije. Posebnost naših predavateljev pa predvsem v tem, da so to operativni ljudje in da o problemih, katerih govorijo, se tudi z njimi dnevno pri svojem delu srečujejo. Zato ni naš slogan iz trte izvid, ko pravimo znanje za prakso, kajti naša znanja so takoj prenosljiva že naslednji dan tudi v prakso. In to je posebnost našega podjetja. Izvajate 4 glavne dejavnosti, nam jih lahko nekoliko podrobneje predstavite?
Naša osnovna dejavnost, s katero smo začeli leta 1997, je bilo tudi izobraževanje gostinskega kadra, kajti takrat na tem področju v Sloveniji ni bilo niti nobene zasebne ustanove, ki bi to počela. Zadeve smo potem širili in začeli delati tudi z živilsko industrijo, še takratnimi mariborskimi mlekarnami, in prav tudi na njihovo pobudo in na potrebe trga smo zadeve razširili tudi na ostalo področje usposabljanja, kar eno slovensko podjetje potrebuje. To je osnovna dejavnost. Sproti smo pa skozi potrebe in pa tudi samo širitev začeli še z dejavnostjo zasebne šole tujih jezikov, katero smo ustanovili leta 2004 ob selitvi v naše nove poslovne prostore, katero danes tudi obiskujejo učenci od 4. leta starosti naprej. Na to smo seveda še širili in pa, bom rekel, vlagali vnaprej in ustanovili računalniško trgovino in pa servis računalniške opreme Specialist, ki je na naši drugi lokaciji na Mariborski cesti 38. Na to smo se širili in v lastni poslovni prostori zopet še ustanovili zasebno fizioterapijo z specialističnimi ambulantami in danes delata pri nas 2 priznana ortopeda, 2 priznana dermatologa in pa nevrologinja. Kot pika na i v našo zaokroženo celoto smo pa še ustanovili oziroma tudi prevzeli lepotni salon Radost, ki dela danes pod našim okriljem in ga tudi uspešno izvaja storitve za stranke v naši poslovni stavbi. Za svoje delo ste prejeli tudi več priznanj in certifikatov. Ja, kot vedno mi pravimo, delaj na dolgi rok, zato smo tudi takoj začeli z pridobivanjem certifikata kakovosti in leta 2009 smo prvi v slovenskem prostoru pridobili certifikat EQM, kar je pomeni neke vrste ISO standard na področju izobraževanja. Ostale dejavnosti so se pa pač nekako potem zopet razvile in smo dosegali večje uspehe tudi na šoli tujih jezikov. In če samo omenim, da je šolo tujih jezikov obiskovalo v teh času 2000 tečajnikov, kateri so potem 200 tečajnikov doseglo mednarodne certifikate. Seveda največ na področju British Councila, ki je pač mednarodno veljaven po celem svetu, nekaj tudi na Goethevem inštitutu, Ruskem ekspresu in pa seveda tudi na certifikatu za italijanščino. Glede na povedano, gre za res veliko delavnic, veliko izobraževanj. Koliko vas je zaposlenih v vašem družinskem podjetju? Trenutno nas je v družinskem podjetju 6 zaposleni za polni delovni čas in pa 3 za skrajšan delovni čas. Seveda pa ne skrivate tudi smelih načrtov za prihodnje, nam jih lahko zaupate? Seveda, gledajte, nikoli ne moreš ostati na točki, kateri si začel. Naša nova dejavnost je, da bi še izpopolnili zdravstveno dejavnost, zato se dogovarjamo z kardiologom in pa revmatologom, da bi imeli tudi vse te specialistične ambulante, kajti domačemu okolju želimo tudi ponuditi kvalitetne zdravstvene storitve v najbližji okolici oziroma v domačem okolju, da ne bojo rabili iskati te storitve tudi kje drugje. Seveda, kar se pa tiče področja izobraževanja, želimo biti prvi zasebni izobraževalec v slovenskem prostoru, kar smo že blizu. Kajti tudi naše številke, mislim, da so že impozantne, če bi rekel tako, ko smo malo pogledali v preteklem obdobju, smo v tem obdobju izvedli 4600 delavnic, katere je obiskalo 90 000 slušateljev. To pa mislim, da je tudi številka, ki nekaj pove za sebe. Košarkarji Bistrice so v uvodni tekmi 3. državne košarkarske lige na domačem parketu izgubili proti ekipi Vojnika. Rezultat je bil na koncu 65-79. Domači strateg Matej Bakšič je v uvodni tekmi 3. slovenske lige Vzhod z mlado ambiciozno ekipo moral priznati premoč favorizirani peterki Vojnika. Košarkarji Vojnika v modri športni opremi pa so vse 4 četrtine odigrali v višji prestavi kot domača ekipa v beli športni opravi. Prvo četrtino so dobili za 10 točk. Prvi polčas pa končali s 15 točkami prednosti, bilo je 45-30. V domači vrsti tudi v drugem delu ni bilo izrazitega strelca. Nekaj košev pa so dali tudi košarkarji, ki so nabirali svojo minutažo na tej uvodni tekmi. Med njimi tudi 16-letni Vit Lončarič. Ziher bi lahko dal več od sebe, mislim, vsak bi lahko dal, ampak mislim, ja, izboljša se vsako tekmo. Na začetku sem imel ziher tremo, čez tekmo pa je trema šla malo dol, pa sem lahko bolj zaigral. Da je bil na koncu poraz domače ekipe samo 14 točk, so s koši poskrbeli Pešak, Godec in Petek. Končni rezultat pa 79 Vojnik, 65 Bistrica. Dobro, ne bo izgovor, vsekakor zaslužena zmaga Vojnika, ki je prosperira za kandidata za napredovanje v drugo ligo, izkušena ekipa, tudi nekateri prvoigraški igralci, ampak vseeno
Z svojo mlado ekipo sem, bom rekel, na trenutke zadovoljen. Pokazali so, da lahko. Pred nami je, pravim, dolga sezona, fantje iz tekmo na tekmo bodo napredovali. Tako da se še dejansko lovimo in bomo, mislim, da po mesecu dni pokazali pravi obraz v tej ligi. Poraz v uvodni tekmi proti Vojniku pa domači vrsti ne bo vzel preveč poguma za vztrajno delo vnaprej in nove prvenstvene obračune. Širina klopi z mladimi talenti bo v prihodnosti rodila nove košarkarske ase, ki prihajajo iz bistriškega bazena košarkarske igre. Cilj naše ekipe ali pa našega kluba je razvijanje mladih igralcev in dati priložnost v tretji ligi in da se potem afirmirajo, bom rekel, kot kasneje lahko v prvi ligi slovenski, kot to že delajo nekateri, da recimo kot Bine odidejo pri 20-22 letih v tujino, v Belgijo. Mislim, da je to za naš klub velik uspeh in to politiko bomo tudi nadaljevali. Tekma 10. kroga v drugi slovenski nogometni ligi v Slovenski Bistrici med KTM Impol Bistrico in Brinjem iz Grosuplja zmaga Bistričanov z 2-1. V Bistriškem športnem parku smo v 10. krogu druge slovenske nogometne lige videli spopad novincev med drugoligaši. V pravi prvenstveni tekmi je bilo veliko lepih potez, priložnosti in tudi zadetkov ni manjkalo. V prvi vrsti pa velja poudariti, da je bila to tekma z veliko športnega spoštovanja med obema tekmecema, tako da je tista nepotrebna nervoza, ki se na pomembnih tekmah zgodi, tokrat izostala. V tekmi so v 6. minuti povedli gostitelji, katere je v vodstvo popeljal Taji Mateja Panič. To je bil že njegov 5. drugoligaški gol. Po tem vodstvu so gostje vse stavili v napad, vendar se mreža Dabanoviča ni zatresla. Na odmor se je odšlo z minimalnim vodstvom domačinov 1-0. Takoj, ko smo dali gol, smo vedeli, da bojo gostje pritisnili, da bomo mogli dati v obrambi vse od sebe, ampak na to smo bili pripravljeni. Vedeli smo, da bo težka tekma, tako da smo na to bili pripravljeni. V uvodnih minutah drugega dela igre pritisk gostov. Lepo je v 50. minuti za domače zapretil Franz Schlamberger. Minuto kasneje pa še Aljaž Ploj. Tudi gostje so hoteli poravnati, vendar ni šlo. V 63. minuti je v igro vstopil domači adut Jaša Martinčič. Z lepim prodorom je 3 minute kasneje povišal vodstvo na 2-0 in tako razveselil številne navijače. Dolgo časa zdaj nisem igral zaradi poškodbe in mi je ta gol dosti pomenilo. Se mi zdi, da se bom zdaj lažje še dalje vključil v ta trenažni proces. V 78. minuti tekme so gostje prišli do prostega strela z 18 metrov. Z lepim udarcem preko živega zidu je Dabanoviča premagal Ostojić in tako postavil končni rezultat derbija novincev KTM Impol Bistrica, Brinje Grosuplje 2-1. Ja, s porazom 100% nismo zadovoljni. Upali smo na 3 pike oziroma zmago. Žal se ni šlo, zdaj moramo trenirati, da bomo zmagali kakšno tekmo. Moramo reči, da ne igramo toliko slabo, kot so točke, ampak žal nimamo sreče. Premalo golov damo, preveč dobimo. Popazi se razlika tretje lige in druge lige. Pomemben delež je v igri Bistričanov k zmagi po 2 zaporednih porazih dodal Franz Schlamberger. Zato je še uspeha svoje ekipe toliko bolj vesel. Mislim, da se ta tekma, ta zmaga kar dvignila. Dobili smo neko novo samozavest po 2 porazih sedaj zaporednih in gremo samo z pozitivno energijo naprej. Strelec drugega gola Jaša Martinčič pa z optimizmom zre v nadaljevanje prvenstvenih obračunov, ki bodo vse prej kot lahki. Vsaka tekma bo novo dokazovanje. Martinčiču je bila to 4. tekma po vrnitvi v matični klub. Ta zmaga sama po sebi nam pomeni kar dosti. Zdaj smo nekako se zasidrali nekje na sredino prvenstvene lestvice in bomo lahko vsako tekmo šli posamezno, vstopili z njo s polno energijo in poskušali odvleči največ.